Letos mineva 30 let, odkar smo v Kranju ustanovili prvo skupino Amnesty International na področju nekdanje Jugoslavije in celotne vzhodne in srednje Evrope. Spomnim se, da sem takrat, bilo mi je 16 let, pisala na mednarodni sekretariat Amnesty International v Londonu in jih obvestila, da bomo 10. decembra 1988 na 40. obletnico Splošne deklaracije o človekovih pravicah ustanovili našo skupino in jih prosila, če lahko na ustanovni zbor pošlje svojega predstavnika. Ker na dan pred ustanovitvijo še vedno ni bilo odgovora iz Londona, sem klicala na avstrijske informacije, da bi dobila številko voditeljice nam najbližje avstrijske skupine. Ko sem poklicala Rosvito Eisleitner, se mi je ta najprej opravičila, češ da ve za našo ustanovitev, ampak da je vožnja do Kranja predolga in ji ne bo uspelo priti. Končno sem jo uspela prepričati, da je zadeva precej pomembna in da bi bilo lepo, če bi imeli predstavnike mednarodne organizacije. Mislim, da se niti ona, niti mednarodni sekretariat niso zavedali, kako odmeven dogodek bo to, dokler ni stopila na oder nabitega Prešernovega gledališča. Prisotni so bili mediji, predstavniki odbora za varstvo človekovih pravic, igrala nam je znana kranjska skupina Tantadruj. Leto in pol kasneje smo odprli pisarno v Ljubljani. 3 leta kasneje smo bili polnopravni udeleženci zasedanja Mednarodnega sveta Amnesty International. 7 let kasneje smo gostili zasedanje Mednarodnega sveta v Ljubljani in postali prva sekcija na območju srednje in vzhodne Evrope. Danes, 30 let kasneje, je Amnesty International Slovenije ena najmočnejših in najbolj uglednih nevladnih organizacij v regiji. Vsakič, ko se vrnem v Slovenijo, se srečam tako s člani, ki so z Amnesty International že skoraj od začetka, kot z novimi člani in njihova zagnanost in privrženost idealom človekovih pravic mi vedno znova vliva upanje v boljšo prihodnost in pravičnejšo družbo. Vse najboljše, Amnesty International Slovenija.